pozdravljeni, gospod predsednik. Kakšen se vam zdi današnji praznik? To je res čudovit praznik, ne kulturni praznik in verjetno tudi vi občutite to vzdušje, to lepoto vsega. Jaz sem ga zjutraj začel z položitvijo venca pred spomenik Francetu Prešernu, ki stoji na Prešernovem trgu, skupaj z nagrajenci, odlikovanci Prešernovega sklada in predsednico sklada. Prvič se je zgodilo, da smo vsi skupaj položili v imenu države venec pred njegov spomenik. Potem smo se skupaj odpravili v predsedniško palačo in tam bo danes več kot 1000 ljudi obiskalo predsedniško palačo, 500 jih je ob njihovi navzočnosti, pozdravili so jih. To je bilo za obiskovalce posebno doživetje. In zdaj sem sprejel vabilo vašega župana in prišel tukaj med to čudovito množico ljudi, ki sem in tja skupaj z ljudmi, ki jih imajo radi, preživljajo ta čudovit dan. Zvečer pa grem še na 50 let kulturnega doma v Gorico. Danes je res vse v znamenju kulture. Ampak vse tudi sicer je v Sloveniji. Vse je vedno v znamenju kulture. Tako da danes še sploh, ker je tak čudovit sončen dan, si ne moremo želeti boljšega. Najlepša hvala, pa še lep dan naprej in srečno. Hvala. Srečno. Čestitke. Prav lepo pozdravljena, oba oziroma vsi trije. Današnji dan smo tako rekoč preimenovali v 19. stoletje dr. France Prešeren in seveda njegova primičeva Julija. In vaše melodije so še vedno spevne, čudovite, zdravljica. Kakšen je vas občutek danes na današnji dan? Mogoče se vidi. Tako kot z Julijo, oba smo nasmejana, kar pomeni, da sem ponosen. Ponosen na sebe, ponosen na svojo ljubezen, predvsem pa ponosen na Slovence. Če se lahko en dan takole lepo smejijo, bi jaz rad, da bi se cel let takole smejali, pa da bi bili, rečem, takole kulturni lepo. Z nasmeškom se vse da. Pozdravljeni, direktor turizma Tomaž Štefe. Današnji dan je čudovit, kot vremensko, kot nešteto ljudi, predvsem pa program je takšen, da bi človek rekel, to je za 2 dni, ne samo za en dan. Mi lahko razložite današnji program na kratko? Programa je pa veliko, ja. To je čas za romantiko 19. stoletja. Danes pričakujemo okrog 20-30 tisoč obiskovalcev v Kranju. Tukaj je preko 120 ponudnikov domače in umetnostne obrti, odprti so vsi kulturni hrami, Prešernovo gledališče, vse zbirke Gorenjskega muzeja, vodeni ogledi so po mestni hiši, po Prešernovi hiši, po Starem Kranju, po rovih pod Starim Kranjem. Dogaja se resnično v vseh kulturnih hramih, tudi v Lajerjevi hiši, v mestni knjižnici, možno je jahati ponije, možno se je peljati s kočijo, tukaj so številne kulinarične dobrote s kranjsko klobaso, jedi poimenovane po imenih Franceta Prešerna. Popoldne bo tukaj nastopil slovenski oktet, zvečer pa pričakujemo Prešernove nagrajence v spremstvu ministra za kulturo. Pogledali si bodo razstavo fotografij, prav tako Prešernovega nagrajenca Toneta Stojka in pa potem ob 6. uri zvečer tukaj v Prešernovem gledališču shod mus na Kranjskem Parnasi. To je nekakšen vrhunec današnjega dneva, pogovor s Prešernovimi nagrajenci. Ja, odlično. Morda še številka lanskega leta obiska tukaj na Prešernov dan. Se še spomnite? Ja, ocenjujemo, da je bilo lansko leto od 20 do 30 tisoč obiskovalcev, mi smo rekli tam nekje 28 tisoč, ampak pri taki množici obiskovalcev, ki se sprehaja gor in dol po Kranju, nekateri odidejo, drugi pridejo, je zelo težko povedati natančno številko. Danes dobrodošli tukaj v Kranju na našem sejmu Prešerna. Lepa dobrodošlica, čudovit dan, vaš odgovor? Težko je kaj v tako slovesnem trenutku pametnega v resnici reči, pa vendarle ta dan, saj zame osebno največji slovenski praznik, nekako utemeljuje vse tisto, kdo smo v resnici od tam, od kjer prihajamo, vsa ta stoletja boja, vsa ta stoletja trpljenja, krvi, da lahko danes častimo našega največjega moža, našega največjega pesnika. Obenem vsa ta popotnica, vsa ta bremena vseh teh stoletij, ki so za nami, pa v resnici utemeljujejo in osmišljajo tudi ne samo sedanjost, ampak morajo biti nam predvsem popotnica za prihodnost, da se ohranimo, da ostanemo
tisto, kar nas utemeljuje še enkrat in da hodimo po poti, tako kot pravi pesnikova napitnica. Danes ste tudi vi Prešerno nasmejani, saj se ve, zakaj. Prešernov dan, kulturni dan, praznik, res čudovit dan. Ja, resnično imamo prečudovit dan. Poleg tega pa, kot sem dejal, vse poti vodijo in vabijo v Kranj. Ne samo iz Slovenije, tudi iz okoliških držav, in Kranj je resnično prestolnica kulture Slovenije. Res je. Ponosni, ne, da ste takole župan mestne občine Kranj? Ja, moram priznati, ob takih dogodkih pa res ljudje so zelo zadovoljni, prešerne volje. Skratka, resnično en prečudovit dan imamo in moram priznati, da biti župan Kranja je res lahko velik ponos. Hvala lepa, pa še lep dan naprej. Tudi vam hvala lepa, srečno.